Lepo pozdravljeni na prvem literarnem izdatrku v letu 2021. Z vami danes sem Ana Prepelnik, živo. Na kratko bom predstavila Ano Prepelnik, je pesnica in prevajalka. Njena prva pesniška zbirka, ena od variant Kako ravnati s skrivnostjo, je šla pri Prišlekih, to je zbirka Preluд literaturi. Išla je leta 2007, 2 leti pozneje, v letu 2009, je pri isti založbi šla druga knjiga, to je Utrip oranžnih ključi na semaforih. Potem 2013 je šla Cela večnost, tudi Preluд literatura. In leta 2015 je pri založbi Šerpa, zbirka Luther Šerpa, je šla njena četrta pesniška zbirka Pod vtisom, leta 2017 zbirka Tehno in zbirka Trash leta 2021. Ana, prevajaš poezijo ameriške mlajše in tudi ne več tako mlade generacije. V ZDA je šel tudi prevod z Rorerjem, to je knjiga Toneta Škrjanca. To je bil slovenska knjiga Koža, prevedena v Skin, in kot pesnica je sodelovala pri mednarodnem projektu Metropoetika pod mentorstvom mališanske pesnice Zoe Skulding in kot govorka pri Impro Triu Impro. Kot oboje pri projektu Poetris, ki je zvočni izdelek glasbenika in zvočnega ustvarjalca Jake Bergerja Brksa. Ana, lepo pozdravljena. Danes je svetovni dan prevajanja. Kako prevajati in kako v bistvu biti pesnica hkrati? Ja, fajn. Ne, fajn. To pomeni, da lahko veliko berem. Vse, kar se tiče prevajanja. Ne vem. Kratko in internato. Meni je to zelo všeč. Kot pesnica pa ne ta predelitev na oboje. Pač to počnem in počnem dejansko, imam to srečo, da lahko delam to, kar imam največ. Če začneva s prvo pesniško zbirko, ena od variant Kako ravnati s skrivnostjo, že ta zbirka napoveduje svet, oziroma bomo rekla kar svetove, s katerimi se poezijo ukvarjaš nenehno. Kako se tvoja subjekta sooča z realnimi okoliščinami v tem prvencu, v teh svetovih, ki jih imaš? Ne vem, pač živi v teh svetovih in jih opisuje, mislim, tako, ta subjekt, ki je hkrati v bistvu tudi ta lirska subjektka je v bistvu zelo kar autobiografska. Se pravi, če govorimo o meni, ki pišem to prvo knjigo, takrat recimo, sploh v prvi knjigi, ker je bila pač prva knjiga, sem zašla v to objavljanje in vse to precej negotovo, nesigurno. In enostavno samo govorila o tem, kaj doživljam, ne? Oziroma ona, ta lirska subjektka. Težko vprašanje je to, no, tole. Imaš kakšno pod vprašanje na tole vprašanje? Zanimivo mi je, ko recimo so ti tvoji svetovi, so v bistvu lahko grevane na autobiografsko Mislim, ne, lahko so tudi zelo lične vrli. Ne, v bistvu ravno ti svetovi, ki so tako drobni, pa hkrati v bistvu na eni strani domači, pa na eni strani v bistvu tako zelo realni, ne vem. V tvoji poeziji se mi zdi zanimivo tipanje, zanimiva mi je tišina, zanimivo mi je opazovanje, recimo,
vesolja, drugega sveta, pa hkrati v bistvu to pomikanje samo vase, v samo subjektko. Ja, na tak način nekako jaz dojemam svet, na tak način tudi razmišljam in na tak način potem tudi pišem. No? Sprav, zgleda, da brez neke distance. No? Enostavno pa ves čas iščem način, kako povedati to, kar hočem, na čim bolj preprost način. Ja. Imam pa ves čas, mogoče včasih deluje vse skupaj precej, mogoče celo kaotično, zaradi tega, ker mi polno imam asociacij. Mislim, nobena misel ni dodelana, ne? In se mi zdi, da se tega držim tudi pri poeziji, ker nikoli, mislim, jaz, tako, kar se tiče artikuliranosti, ne zmorem brez zastranitev priti od točke A do točke B. No? Tudi ločilo opuščaš in vse to na nek način v bistvu pretežno vejce, no. Vejce, ja. Ločila so prisotne. Ja. In v bistvu se mi zdi, da ravno to na nek način razgradiš stavek znotraj povedi, večstavčno poved. In v bistvu se ves čas igraš s tem ritmom, s tem v bistvu sklanjanjem, razstavljanjem besed. Kako v bistvu si tukaj na eni strani dopuščaš svobodo, na drugi strani pa v bistvu moraš tudi biti natančna, ne? V bistvu tudi ne gre za to tezo anything goes, ampak v bistvu to premišljeno pa hkrati je v bistvu igra. Ja, to je že zelo stara zgodba, nikoli vejc enostavno nisem prenašala z njim, ali jih je bilo preveč, ali jih je bilo premalo in sem se pač odločila, da jih opustim in se vsled tega skoncentrirala na bolj smiselno sestavljene stavke in da potem tudi pozorna na lomljene vrstic, z vsakim zlomom pač dobiš nek drug pomen. V drugi strani pa se mi zdi, da sploh, kadar jaz berem in mogoče to še potem sem mogoče dobila malo bolj konkretno predstavo o teh vejcah, ko iz časa, izobraževanja za špikerko, sem videla, da v bistvu si kot interpret sam stavljaš vejce in jih v bistvu, glede na to, kako boš ti interpretiral tekst, lahko pač zmanipuliraš oziroma jih postavljaš poljubno in zato se mi je zdel prav ok, da jih ni, zato ker sama recimo dobro, razen mogoče v kakšnih bolj zahtevnejših proznih, predvsem eseističnih tekstih, kjer so vejce potrebne, sploh še veliko odredi in tega, se mi zdi, da sama kot bralka me včasih, zlasti v poeziji, kiticah in tako naprej, motijo vejce, ker mi moti ritem. In sem nekoč dolgo tega pomislila tudi na bralca, da mogoče pa ne rab vejc, da bo mogoče čisto naključil ujel nek drug pomen pri prebiranju tega. Ja, tako. Mislim, to kar se tiče vejc, drugače pa, nič ni nepremišljeno pri meni. Ja, sem preveč stroga do same sebe, pa do jezika, pa to. Ja, ker se vidi, da gre v bistvu res za na nek način pomikanje, razstavljanje, ne? In tudi potem v drugi zbirki v Trip oranžnih luči na semaforih, v bistvu, če ostaneva še pri samem slovnici, ostaješ zvesta temu, torej vse do zadnje zbirke. Tukaj v Tripu oranžnih luči pa v bistvu gre za na nek način umestnost, ne? Če tukaj pogledam, recimo v pesmi Pogovori, Spi, Zoboboj, in potem je vse na neki način tik pred izbruhom nečesa slavega ali nečesa
kar nas vodi k nekemu počitku, torej obdobje pred zimo, vse smo na nek način pospravili, zato v bistvu čakamo na stagnacijo ali pa čakamo na, ne vem, napad bolečine, napad tesnobe. Tudi oranžna barva, ne, tudi oranžni, ki nas na nek način pripravlja na nek nov način, novo življenje. Zdaj bom odgovorila, sem čez nekaj drugega, v bistvu, kaj najbolj se pogovarjala o tem, kakšna je knjiga v Trih oranžnih luči na semaforih. V bistvu sem jo že takoj, dostikrat se mi zgodi, no, se 6 knjig ni toliko malo, da hkrati, ko spišem eno oziroma sestavim eno zbirko, ki ne dobra, že nadaljujem naprej in potem s tisto končano in izdano nakažem, kam bom šla. Tako da, glede na to, da je bila ena od variant, kako ravnati s skrivnostjo, predvsem neka taka knjiga, kjer sem si utirala pot, recimo, vedoč, da čez to hočem nadaljevati, ne glede na vse s tem. Je bila potem, in ker je bila hkrati prva in kjer me je na moč zanimal ta prav jezik kot tak. Vse njegove zakonitosti, kako sploh sestaviti pesem in tako naprej. Takrat sem pozabljala v bistvu in niti si nisem dopuščala, sploh pa ne lirski subjekt, ki da bi bila preveč osebna nekaj. In seveda pada takoj v en paradoks, zaradi tega, ker sem hkrati že pisala stvari, ki so bile zelo povedne, izpovedne in tako naprej. No. Tako da v bistvu je ta v Trih oranžnih luči na semaforih knjiga nekako drugi pol prve knjige. Pravi tam zgolj nekak jezik in razpraševanje nečesa, neki take. No tako, tukaj pa imamo v bistvu knjigo, kot si rekla, kako se je vse sestavilo, pospravilo, pa se zdaj pač čakamo, kaj bo. Ja. Tako da bolje, ker naenkrat se pojavlja neka dosta posebnost, mogoče tudi v smislu bolj tega to se mi dogaja pisanje, no. Malo več sem si upala biti osebna, no. Ker ti tvoji mikrokosmosti, prostori se potem v tretji zbirki, recimo, cela večna skrče do celice, oziroma do neke sobe, do trebuha, v katerem na nek način raste novo življenje, ker v bistvu so to samo neki drobni dotiki. Vedno bolj krčiš stvari, vedno bolj jih manjšaš. Ja, cela večnost v bistvu ima prav tak povedan naslov, ravno zaradi tega, ker je bila tudi cela večnost, da sem se usedla za blokec in začela pisati in nekako spet začeti nadaljevati pisanje in objavljanje in tako naprej. In tako ja, vmes se je pač življenje lirske subjektke spremenilo in ja, iz te neke omniprezentnosti pač če bil prej svetovje, je zdaj postal bolj ta mikrokosmos in čudenje nad tem, malo otroško roko, nekaj kot morska zvezda in tako naprej. Bi naredile prvi brani uvid? Da, čez preveč filozofiram. Ne, super. Bom nekaj prebrala iz zbirke Pod vtisom. To so strašno dolge pesmi, mogoče za uvod. Siguran boš omenila to zbirko, ne? Tako
Tako da mogoče bo dovolj, če preberem samo eno za začetek. Sicer Avtoportret se imenuje, je pa to, kot sem rekla, to mi je bo itak razložila potem, kaj zbirka Pod vtisom je. To je bil v bistvu en tako off projekt. Pod vtisom se imenuje ta knjiga zato, ker so notri pesmi, ki so nastale kot v bistvu neke lepljenke. Vsaka pesem v tej knjigi ima naslov po zbirki, ki je name naredila vtis, bodi si je prevodna ali pa zbirka pesnika slovenskega porekla. In Avtoportret, ki jo bom prebrala, je v bistvu naslov zbirke Johna Ashberyja. Naslov pa je v celoti Avtoportret v konveksnem ogledalu. Ja, lepljenka pa zato v bistvu neki ready-made, ne vem kaj v bistvu. To pesem bi mogoče, oziroma ta postopek je bil pa tak, da sem vzemala verze iz vsake strani iz te knjige, se pravi od prve do zadnje strani sem skupaj sestavljala verze iz vsake strani enega. Samo z eno izjemo, da so vsi lirski subjekti ženska in da je pač pisana v tistem nekem obdobju, hipnem. Se pravi, če bi sestavljala po isti knjigi danes ali pa jutri na razpoloženje, bi mogoče celo nastala drugačna pesem. Mislim, gotovo. Je bil pa to zelo dober eksperiment oziroma dobra vaja. Vedno se poslužujem, mislim, tukaj smo še malo pojasnili, zakaj sem sploh izdala to zbirko. Zaradi tega, ker vedno si dajem nekaj izziv, oziroma ne zadostuje mi samo to, da si pesnik sam, da nekaj čutiš, da boš nekaj napisal, ampak je to predvsem delo. Začne se z branjem, potem z sestavljanjem tega, kar si prepravil in v bistvu najti svojo možnost, da nekako izraziš. To knjigo pa najraje prebiram od vseh, še zmeri do zdaj še z najmanj treme, zaradi tega, ker govori v bistvu v jeziku ljudi, ki se name naredili vtis, pa že nekaj izgovorili 100 let ali pa 20 let pred mano, kar bi mogoče jaz si upala čez 20 ali pa nikoli, pa je bilo v tistem trenutku tam na razpolago. Spravo, to je v bistvu nek omaž, ki sem tem ljudem. Tako lep dan je, da sem ti morala napisati pismo. Golo dekle prečka cesto, a komaj vidna, razdeljena med vejice drevesa, medtem pa mi sedimo in si komaj upamo govoriti. Sva einmal, ne, pretežko je. Hočem se vrniti nazaj ven iz teh slabih zgodb. To je tisto, kar je odmaknjeno. Duh mora ostati, kjer je, če tudi nemiren. Muke njegovih tesnob izvabijo iz bruh solz. Površje je, kar je tam, in obstajati ne more nič razen tistega, kar je tam. In okno ni, kar pride pomembno. Čutim, kako se vrtiljak zavrti počasi in je vse hitrejši in hitrejši. Majhna naključja in zadovoljstva dneva. Da se zbudimo in se trudimo, da bi zaživeli. Zakaj bi bili nezadovoljni? Slika je skoraj končana. To je drugačno življenje od mesta. Pozitivna stran tega je, da nas vključuje. Smo njegov del in lahko v njem živimo. Danes tone svetloba z navdušenjem in še naprej se posvetujem. Ta neopisljiv, nikoli določljiv dnevni čas je skrivnost. Noben prejšnji dan ne bi bil tak kot ta in nihče ne namigne na spremembo. Danes nima nobenih robov, je ta stvar nema nedeljena sedanjost. To se zgodi zmeraj kot pri igi, kjer je zašepetan stavek, ko kroži po sobi, pride na dan kot nekaj čisto drugega. Dopuščam, da nebistvene zadeve vdirajo v moj dan in vsak človek ima neko veliko teorijo, da pojasni vesolje. To bi lahko bil naš raj, eksotično zavetje znotraj izčrpanega sveta in vsak del celote odpade. Zadnja beseda je vedno tišina in je dlje, kot je bil kdorkoli kdaj. Ti si tisti, ki nosi tekst. Držala se bom zase, ne bom ponavljala, kar imajo drugi povedati o meni.
Po tej ulici bom šla naprej, da se dvignem, se razgrnem proti soncu in pustim svojo širino za seboj. S tem bi zagotovila drug začetek, ko se samo za sekundo sprostiš in s tem ni nič narobe. Ampak jaz še kar gledam, kako je vsele napačna enačba posajena z očarljivim modrim grmovjem. Vse, kar vidim, je prežeto s tem. S sedanjostjo, ki je nekje drugje. A slišiš veter, potrebujeva več noči za nebo, več modrine za dnevno svetlobo. Treba je pisati o enih in istih starih stvareh, na enak način, ponavljajoč iste stvari v nedogled, da bi se ljubezen lahko nadaljevala in bila postopoma drugačna. Samo malo sreče potrebujeva. Na koncu, čisto na koncu, bodo prišli dnevi, ki bodo prelomni. To nam bo dalo posebno vrsto razsežnosti in če bo nekje na tem čudovitem planetu odkrita resnica, njen delček, posušen, zloščen od sonca, bo samo ustrajala v lastni nizkotnosti. Nihče ne bo zaradi česa na boljšem, a stvari se ne morejo poslabšati. Zagotovo je v tem nekaj trajno dobrega, tudi če ne poznamo vseh okoliščin. So časi, ko nas glasba spravi v kot, nenadoma je osupljivo bliže in teče v mojem zapestju. In zdaj, ko se bliža konec, se plasti potovanja odprejo na stežaj kot pomaranča. Pridi in poglej, ne zaradi mene, ampak zaradi luči. Vedno znova si to govorim, luči iz svetilnika, ki nas hkrati ščiti in odriva stran. Zdaj potrebujem nekoga, ki me bo povedal, kako najti domov. Polnim pot navzgor z barvami, obrazi, nežnimi govori, dokler me ne pripelje do resnice. Zdaj bom pisala 1 uro, potem brala, kar je nekdo drug napisal, rogovi vilinske dežele švigajo mimo in čez nekaj hipov svet, ko ga poznam, tone v blaznost. Ljudje so očarani čisto iz sebe, vendar nihče ne misli kot dvomiti o izvoru tolikšne skupne euforije. S tem prikrajšaš čas in najbrž smo se kaj strahotno zmotili. Človek se trudi obdržati, toliko tujih zadev v glavi, ampak ne vem, kaj nameravajo, če nameravajo kaj drugega. Takšna naglica naenkrat v pismu nikoli ne more trajati dalj od svojega hipa. Torej tu sem, na tleh in otrok mi prinese drug ključ. Toliko stvari je treba slaviti, sovražiti in človek je hvaležen za vzorce, nejasne, preproste obrazce. In zdaj ti pustim oditi. Podpis Palček. Če še v bistvu ostaneva, preden greva na zbirko pod podpisom, kako lahko tako izjemno čudovito, v bistvu gre za sila preprost izraz, opesniš to intimo sobivanjem, opazovanja soljudi, narave, vesolja, v bistvu vsega, kar nas obdaja. Zdi se mi, da sploh prve 3 zbirke so izjemno na tak način opisujejo, izpovedujejo v bistvu tvoje opažanje subjekta. Kaj je vprašanje? Mislim, kako lahko na tak čudovit, to je sicer res tak preprost izraz, v bistvu to opišeš. Ni to v bistvu hvalospjev, ampak je v bistvu eno izjemno takšno lepo branje, da se v bistvu čudiš sedišču, atmosferne, kar oboje v bistvu in atmosfera, oziroma vzdušje in celotna lepota besed ima svoj pomen in zven. To je zelo tako, mislim, kdo drug, ki bere mojo poezijo, je to vprašanje zastavil čisto drugačen način, sploh nekdo, ki ne doživlja tega tako kot ti, ne. Ampak, če pa govorim tebi, ne vem, na tak način pišem, čudam se vsem skozi, non-stop, veliko opazujem, gledam, ne vem, moj deda je vedno govoril, da sem naučnik in očarnik, no, pač vse poskeniram. In ne vem, ene stvari pa ostanejo, ne vem, vse je opazano, ene stvari so pa tvojno opažanje in tukaj potem je pol ta samorefleksija, ne vem, ker me to tako začudi,
pol s tem vzpostavim neko govorico, kar me nagovarja in pač to besedim. In potem, kako pa potem opesnjuješ sam čas in potem sam trenutek, če še gremo v te prve 3 zbirke? Kakšno vprašanje, Tonja, je, ne vem, dejansko se čas, trenutek itak mine, je hipen, ampak ne vem, trudimo se ga, eni se ga trudimo se opiti. Ja. Ne vem, zamrzneš ga in ga raztegneš, kolikor se le da, enega s fotoaparatom, enega ujamemo s tem, da ga pač ustavimo in ga zmaltretiramo. Z besedami, ja. Torej, prepletanje glasbe in ritma pesmih v bistvu spaja v doživljanje pretresa, presunitve in kako potem gradiš pesmi na nek način skozi glasbo, tudi v bistvu ima velik pomen v tvojem ustvarjanju. Glasba je sploh, recimo, temu ustvarjalnem procesu. Mogoče ne glih takrat, kadar se beležim v Evropi, ampak vsekakor pa takrat, ko pretipkavam uvod, je vedno prisotna, no? Po večini je to klavirska glasba, kadar pa imam pač misli zelo neurejene, pa kaotične, pa pač tehno glasba in to se pol je s časoma začelo manifestirati tudi to, da je bilo konkretno izgovorjeno, naslovljeno in tako naprej. Kako pa danes potem za zbirko pod vtisom, ki se jo prej se je pač tudi razložila sam postopek nastajanja in v bistvu še danes jo najraje prebiraš oziroma prebiraš iz nje pesmi. Kakšen je bil torej tu proces lepljenja, če še mogoče malo bolj natančno poveš, razložiš? Lepljenka, pesniška zbirka in v bistvu projekt. Tako je sedaj 3 take mogoče temeljne besede, ključne besede, ki označujejo tvojo zbirko. Ja, za sicer nekako je hkrati tudi pač, ne vem, kako moja pesniška zbirka so mi pomagali drugi narediti. Kot sem rekla, postopek pri nastajanju teh pesmi je bil povsod enak. Vse pesmi sem naredila na tak način. Znotraj se nahajajo ameriški pesniki, poljski pesniki, slovenski pesniki in pesnice, no, ko treba danes poudarjati. Pesniki in pesnice je oboje, no. Čeprav sem še zmerom prepričana, no, mislim, do zdaj v svoji karieri branja, predvsem navdušena nad pesniki, no, žal, tako je. In tako da je večoma, ne vem, po kriterijih sodobnega časa, mogoče je ta knjiga zdaj malo ne toliko feministična, bolj šovinistična, ker je ful več pesnikov v tem razmerju.